19. aprila se je na zemljišču gradbenega podjetja Žurbi Team d.o.o. ob Korenovi cesti zgodil off-road festival Automoto Kam Show. Dopoldanski oblaki so obetali dež, ki je v popoldanskih urah dodobra razmočil teren. Predsednik Sport Touring kluba Panter Kamnik Brane Prezelj, ki je hkrati tudi koordinator prireditve, je po končanem tekmovanju za našo televizijo povedal. Naša prireditev je zdaj že tretja po vrsti v 10 letih, v 2 letih pa druga. Lansko leto je bila 10-letnica, smo ponovili, smo videli, da je ta zadeva še zanimiva in živa v naši občini in smo se odločili, da bomo tudi to leto naredili še eno prireditev. No, ta prireditev je letos uspela zelo dobro, prijavljenih je bilo cirka 50 tekmovalnih ekip iz cele Slovenije, prišli so tekmovalci iz Kopra, Maribora, iz Murske Sobote, iz Dolenjske in iz raznih drugih krajev še. Voznika in tekmovalca, predstavnika kluba White Tiger iz Mozirja, smo poprašali, kako se pripravlja na off-road dirke, ki se jih redno udeležuje. Ja, občutek je dober, ne? Vse okoli nese, ne vem, premetavate v avto. Ja, tale avto se je pripravljal 3 leta. 3 leta? 3 leta, ja. Aha, pa nam lahko malo specifike poveste še? Pri tem avto je original samo školka, pa še to ni vsa, ne. Pa podvozje, drugače pa vse ostalo je pa predelano. Pa to predelate sami ali date v kakšen ta mehanični servis? Največ sam predelam to. Kakšno višjo mesto? Prejšnjo sezono sem bil državni prvak. Tekmovalci, vozniki in sovozniki so tako svoje sposobnosti preizkusili v idealnih ekstremnih razmerah. Stran pot, blato in hitrost. Ta tekmovanje obsega načeloma 3 tekmovalne razrede. En tekmovalni razred, to so recimo bencinski motori do 2000 kubikov, potem so bencinski motori nad 2000 kubikov, potem so pa še dizelski motori, ni važno koliko kubikov. Potem se pa te avtomobili še delijo na hard off-road, to se pravi so predelana vozila, ponavadi neregistrirana, predvidena samo za ta tekmovanja in tudi izgledajo kot bagi, čeprav je osnova še zmer terenec, ponavadi od spodaj vedno podvozje v terenca, na vrh gor pa pač so doma narejene zaščite, katere omogočajo pri slučajnem prevratu, da rešijo pač šoferja. Potem druge kategorije so pa bolj klasične, so normalna vozila, sploh recimo te klasične do 2000 kubikov so klasični avtomobili, bom rekel Suzuki Samurai, lahko Feroza, Toyota, vse tisto, kar se vozi po cestah in je registrirano. Nad 2000 kubikov je pa isto, samo ker je večja moč, zato je tudi recimo razdeljen, ker ne bi bilo fair, da bi eden z majhnim avtom konkuriral enemu velikemu, ker po moči ne gresta skupaj, ker je logično, ne. Sovoznik nam je v nekaj besedah predstavil svoje naloge pred dirkami in med njimi. Pomagam v mrske, ne. Lahko vitel vlačam, malo mu govorim progo, kaj sem, kakšno stvar izklopam, tako dalje, ne. Super. Razborljivo v bistvu. Pa še kaj pomagate tako pri avtu, pri pripravi avtomobila tudi? Tudi. V bistvu skupaj, pucava ga sem, kaj. Vse v bistvu je dež, ne. Tako da to je to, no. Super. Najlepša hvala. Prosim. Jekleni divjaki so kljubovali blatnim lakužam, če so bile le-te pregloboke, so na pomoč priskočili sovozniki. Sama prireditev je pa zelo odmevna, ker te atraktivne zadeve ne vidiš vsak dan. Vsi ti avtomobili, katere ste verjetno vse pregledali, so atraktivni. To so plod domačega znanja, večina so osnova tuja, potem so pa predelave, katere je treba narediti v domači delavnici. Prizorišče je preletel tudi vojaški helikopter, morda s pripravljeno posadko, da skoči na pomoč. Vendar je prizorišče kmalu zapustil. Pomoč ni bila potrebna. Jaz mislim, da prireditev je uspela, glede na to, da smo zdaj že pri koncu, zelo dober. Sicer vreme nam ni služil sicer ni gledalcem, ker morajo imeti marele, služil je pa recimo tekmovalcem, prav zaradi tega, ker je potem atraktivnost dosti večja, ker je drsnost večja, hitrosti so pa s tem seveda manjše. No, naša prireditev je obsegala 3 različne težavnostne stopnje, ki se nekako po naše imenujejo hard off-road, to je najtežja stopnja, to se pravi plezanje čez kotanje in hribe, potem soft trial, to je vožnja med količki in spretnostna hitrostna vožnja, to se pravi majčkeno bolj odprta proga, ampak zelo valovita in hribovita in se ne da pač velike brzine dosežati, ampak je treba uporabljati zelo veliko, bom rekel, znanje, ne vožnje.
Motorji so utihnili, kolesa so se ustavila, blato se je sušilo na robustnem jeklu, ozračje pa je po adrenalinski mrzlici postajalo vse bolj sproščeno in razigrano.